En lep parapsihološki pozdrav. Ja, pozdravljeni, teden je naokoli in čas je za nov podcast. Tokrat z povsem novo in drugačno temo, v kateri pa ima Roman kar precej povedati, ampak si glede tega do zdaj še ni prav razvezal jezika. No, danes bomo govorila o parapsihologiji, NLP-jih, vedeževanju, duhovih in podobnih stvareh. Tako da, če vam je ta tematika všeč in če tudi sicer radi spremljate te vsebine, polajkajte tale video in se naročite na ta kanal. Najprej pa se moramo zahvaliti vsem podpornikom za vaše donacije do konca maja, torej do torka 31. maja, poteka tudi posebna akcija. Če donirate najmanj 15 evrov, dobite v zahvalo Romanovo knjigo Prvi spol s posvetilom in pa podpisom. To je ta, bomo rekli, kontroverzna knjiga, o kateri se je že veliko govorilo, kaj vse notri je zapisano, pa si boste lahko prebrali kar sami. Spodaj v opisu tega videa imate vsa navodila, kako donirati in kako sporočiti svoj naslov, na katerega boste potem tudi dobili knjigo. Roman, če se ne motim, pa imaš ti zdaj še en poziv za poslušalce. Ja, Stanja razmišljala, kako bi oplemenitila tele najine podcaste z zanimivimi vsebinami, in ideja je bila, in to ene poslušalke, celo dveh, da ne rečem pacientk, mojih svetovank, da bi bile pripravljene zakodirano predstaviti svojo zgodbo iz otroštva v povezavi z aktualnimi problemi, ki jih imata ti dve pacientki z moškimi in v seksualnosti posledično. No, in če se najde nekdo ali pa kakšna predrzna poslušalka, ki bi si upala zakodirano sporočiti, kakšno je bilo njeno otroštvo in izdati njene zdajšnje probleme z neko aluzijo, da je to povezano, bi se jaz bil pripravljen pogovoriti brezplačno z njo, s tem, da bi potem smel ta njen primer zakodirano predstaviti v podcastu. Če se najde nek korajžnež, korajžnica, s pogumom, zakodirano bi jaz to predstavil za voljo teorije, oba bi to stanje naredila v neko všečno, poučno celoto oziroma oddajo podcast, in jaz mislim, da je koristno za vse, če si nekdo razveže jezik, zato da bi bili poučni in da bi ljudi poučili, ki imajo podobne probleme. Tako da, če si kdo upa, naj me kontaktira, lahko na zasebno neko sporočilo na Facebooku, na moj e-mail, kakorkoli, telefon, SMS. Skratka, to naj bo vam povabilo izziv. Ok, to je to za začetek, zdaj pa lahko kar s prvim vprašanjem začneva. Pred več kot 20 leti si bil, Roman, menda kar aktiven v nekem društvu za proučevanje parapsiholoških fenomenov. Kako je prišlo do tega in kako so te sploh pritegnili k sodelovanju? Zdaj moram reči, da je bilo to še v prejšnjem stoletju oziroma tisočletju. Tam nekje novembra 1999 se je našel nek mladenič, Peter Primožič. Zdaj, to je še vedno obstaja ta Peter, tam nekje vidim, da je iz Idrije. In on me je nagovoril, glede na to, da sem imel nek intervju, ampak ne vem zdaj točno, kje je mene zasledil, ko sem razlagal o teoriji prejšnjih življenj oziroma občutka, da smo že živeli iz sugestije. Nekje sem se izdal, da tudi hipnotiziram, da sem se poskušal naučiti hipnoze tudi zato, da bi hipnotiziral tiste, ki trdijo, da so bili ugrabljeni strani nezemljanov. Skratka, dal sem Sloveniji vedeti, da me zanima parapsihologija, s tem, da sem jaz imel svojo zgodbo tam v športu. Novembra 1999 sem izdal svojo prvo knjigo in novembra 1999 sem tudi prvič pristopil k temu parapsihološkemu krožku na pobudo tega Petra Primožiča. On je želel, da sem jaz vodja eksperimentov, ker je ugotovil, da imam veliko znanja. Tam je bila neka naveza, tudi opcija, da sodelujemo z Janekom Muskom. Janek Musek je
legenda psihologije še danes, bil je že takrat, in on se je tudi nekje ukvarjal s parapsihološkimi fenomeni, jih kot psiholog, doktor psihologije proučeval, tudi poučeval na psihologiji, na filofaksu. In se pravi, to je zdaj 23 let nazaj, smo skupaj stopili ljudje, jaz sem bil ful zainteresiran, da se nekaj naredi na tem področju, da se najdejo mediji, tako imenovani mediji, to so ljudje, ki mislijo, ali pa celo mislijo, da imajo parapsihološke sposobnosti. Potem so se v tem društvu zbrali razni, jaz pa seveda že s psihoanalitičnim znanjem, in pa so te ljudje prišli tja, to je mene glava pekla. To je bil začetek in pač entuzijastično smo pristopili, se dobivali enkrat na teden v Ljubljani, tam v enih ekoloških nekih prostorih, tam je bil tudi en Karl Lipič, se mi zdi, ki je pomagal, da smo se to zbrali. Potem so se nagnetli razni, mogoče, če imaš na to temo še kaj vprašali, ampak bilo je pa to dejansko znanstveno, z umom, ne z nekim fanatizmom, da bi vsi tam, torej jaz zagotovo ne, da bi tam dokazovali, da obstajajo parapsihološki fenomeni. Ne, jaz sem bil edini pravi skeptik, ampak sem dopuščal možnost, da bi me pa kdo prepričal, da ima te sposobnosti, ampak eksperimenti, ki so pa bili, potem sledili, so pa pol večino tega vrgli, nekaj tega je bilo pa meni tudi nepojemljivega. Še danes mi je nepojemljivega. To mogoče za začetek. Ok, sigurno boš o tem povedal kaj več v nadaljevanju. No, kdo vse pa se je na teh vaših druženjih pojavljal in kakšna je bila pravzaprav tvoja vloga v tem društvu? Ja, tukaj imam en zvezek, datum, sicer tale 15.1.2000 je en datum, ne. Če pogledam nazaj, 20.11.99, parapsihološki krožek, ne. Zbrali pa so se razni, tule vidim Frances Sussman. To je bil nek doktor, ne vem česa, zgodovine, religije, teolog, ki je bil pri papežu, govoril take neumnosti, da sem jaz takrat rekel, sam pri sebi rekel, ta človek je pa pretegnjen, ne, tako po trbovsko, ne. In potem sem pisal tekste o tem Sussmanu, hodil na njegova predavanja. To sem se režil, kot da bi bil tam v norišnici. Take neumnosti je ta Frances Sussman govoril, doktor filozofije. Podobno je bil temu Jovan Deretič, to je nek srbski motenec, ki je eno leto nazaj umrl. Ta, če se hočete nasmejati, kak je ta govoril, no, Frances Sussman je bil v istem rangu. Se pravi, imel je danes, bi rekel, šizotipsko motnjo, če že ne šizofrenijo. Bili so tam neki raziskovalci, tam je bil nek Ivan Mohorič, tudi iz Idrije, ta se je imel pa za znanstvenega raziskovalca. Malo je bil podoben telemu, fanatično je verjel v ene svoje stvari, recimo enemu Ogorevcu, čeprav Ogorevca se mi zdi, da tam ni bilo, bilo je, kako naj rečem, bioenergetikov, ki so mislili, da imajo energijo. Jaz sem jih potem testiral. Potem neki vedeževalci oziroma vedeževalke. Skratka, mediji, bili so tudi radovedneži, vem, da je bila tam ena pravnica, ne vem, Alenka mogoče, sem se zapomnil, ker je moja sestra Alenka. In ona je rekla, vsak je povedal, zakaj je tam. Jaz sem rekel, jaz sem tukaj zato, da preverjam, koliko je bleferjev med vami, kdo ima zares kakšne sposobnosti, kdo samo blefira, oziroma kdo ima občutek. Večino njih tam je imelo strašanski občutek, da imajo parapsihološke sposobnosti, ne? Bioenergetske sposobnosti, roke bi polagali, jasnovidni bi bili, nadaljavo zdravili, ni da nekaj so imeli občutke. Sem rekel, no, jaz sem tisti, ki bom preverjal, če imate res te občutke eksperimentalno. No, ta ena dotična pravnica je rekla, mene pa zanimajo angeli. Sem rekel, a niste vi pravnica? Zdaj sem si jaz predstavljal, da so eni pravniki, bi rekel, ščajmani, razumni ljudje, ne? Ampak tudi za poslance sem mislil, da so ščajmani in, bi rekel, normalni ljudje. Ena Nataša Sukič je klicala duhove.
poslanka Levice. Sorry, da moram omenjati pač politično sceno, o kateri načeloma ne govorim, razen v prejšnjem podcastu. In tam sem bil zaprepaščen, kaj vse, kakšni motenci so se tam pojavili. In glede na to, da sem imel še psihološko, psihoanalitično znanje, sem šel z neko skepso vse skupaj. Tam je bil tudi šizofrenik, deklarirani, se pravi, šizofrenija to je psihoza. No, in ravno ta psihotik sem ga najbolj testiral, da je pa naredil na mene tak vtis, da s svojo znanostjo, s svojim znanstvenim pristopom njegovih fenomenov nisem mogel razvozlati, brez da bi rekel, od tukaj naprej pa moj ne deluje več. Oziroma tukaj pa je nekaj več, ker to je z nobeno znanostjo se enih stvari ni dalo pri tem enem dotičnem razvozlati oziroma razgaliti zadevo v ozadju. Tako da bilo je pestro, jaz sem bil skeptik, sem pa dopuščal možnost, da kdo od teh patronov, ki so tam bili, bilo jih je pa okrog 20, tako na teh sestankih. Potem sem hodil na terene in tako naprej. Skratka, bilo je zanimivo, škoda je, da tega nismo nadaljevali, ampak pol je malo preko motivacije zmanjkalo, sredstev nismo imeli nobenih, vse smo samo financirali. Jaz upam, da sem povedal, kako smo mi to začeli, pol v nadaljevanju mogoče še kako več, kako sem jih razgaljal. Ja, zdaj glede na tvoje znanje, sigurno si ga imel že takrat, torej si bil bolj skeptičen, par psihološko, kot si tudi rekel. Mogoče, če bi lahko pisal kakšen eksperiment, ki si ga vodil, kakšni so bili ti eksperimenti, če mi lahko mogoče kakšno zanimivost zaupaš? Mislim, tisti pravi bleferi, ki so tam bili, sem jih kar takoj že zanuliral. Je rekel, jaz pa lahko zdravim nadaljavo. Sem rekel, ok, bom jaz povedal, jaz sem eno osebo, ki ima polne nekih mozolcev, jaz pa lahko to zdravim. No, dejte. Mora ona oseba vedeti, da jaz to počnem na njej. In sem rekel, to je pa pol placebo, to nimate vi nobenega vpliva na njo, ampak ona sama sebe zdravi, ker ima idejo verjetja, da nekdo z neko energijo na njej nekaj počne. To ni bioenergija ali pa energija nadaljavo, tako da par teh, norcev, pa tisti, ki so mislili, sem jih takoj anuliral. Tam so mi neke fotke nosili, da je duh na fotki. Sem rekel, dajte meni to fotko, sem šel v foto Trbovlje pod Delšek, sem rekel, Tone, ko pa je tole, a je rekel, to se večkrat naredi. Tam se nam polije ena tekočina se je polila. Ona pa so mislili, da so duh, da so ujeli na fotografski aparat, nek duh je bil tam. Sem rekel, lejte, vi imate premalo znanja in ne znate biti kritični do sebe. Kopico te stvari sem, takoj sem jih razgradil, se pravi, anuliral, takoj sem jim tako rekoč nalepil oslovska ušesa in jim dal vedeti, da uslišijo svoj tudi osli so takoj izpadli. Ko sem jim razložil, ker so v objemu nevednosti, ali pa bom rekel, danes bi rekel Dunning-Krugerjevega efekta, premalo so vedeli in potem so se zakalkulirali v interpretaciji. Ko sem jim dal interpretacijo, recimo učinek pričakovanega, ko sem jim razložil placebo, nocebo, mi smo pa mislili, lejte, spoštovani, narobe ste mislili, širiti neke nebuloze, tako da sem hitro opravil, ampak ne z vsemi. Jaz sem bil pač takrat že znanstvenik, imel sem že prvi magisterij, doktorat, drugi magisterij sem že tudi se je pekel, se pravi, jaz sem rekel, preverjanje vsakih teh sposobnosti mora imeti nek metodološki protokol, zadostiti je treba znanosti, spoznavni skepticizem je filozofska tam branža, disciplina v filozofiji, treba je dvomiti, pa moš pa ti dokazati ene stvari v nekem eksperimentu in mi bomo določene stvari, ki vi mislite, da jih imate, ovrgli. Zadeva je šla pol hiter v eno znanstveno smer in hiter smo razkrinkali šarlatane, hiter nisem jih upal sicer diagnosticirati, da bi rekel, zdaj pa vi pa pete na tablete, pa na zaprt oddelek se sterapirati. Ne moreš tam enem reči, vi ste norc, pete se zdraviti. Imeli so šizotipske motnje, to je bizarna verjetja, teorij zarote je bilo malo morje,
recimo teh klasičnih teorij zarote, s tem, da so bili tam, recimo tale Frances Sussman, princesa Diana še živi. Ne? Hitler je še v središču zemlje, pa take neumnosti, smisel, mislim, če kdo to snema, pa smo tam duhove klicali, oziroma tam je predvajal, kako so klicali duhove in se videl, da ni imel neke radio na ta pravo postajo in tam so se neki glasovi, poslušajte, na postajo je treba dati pa utemeljen normalen ton, vi pa mislite, da je to duh. Potem je začel, da obstaja pametna voda, informativna voda, to je voda toliko pametna, da gre v vse pore stvari. Sem si mislil, odkje ste se pa vi vzeli in pa sem jaz ugotovil, da večino tam, bi rekel, psihično zmotenih ljudi, da imajo bizarna verjetja zaradi svojih psihičnih anomalij v psihi. Sam težko je bilo tem razlagati vse to. Ampak na obziren način sem pa jaz pač dokazoval. Ljudje so zdravili nadaljavo, sem rekel, no dajte vi, ali pa diagnostiko nadaljavo, sem dal 3 fotke, kaj vem, moje tašče, ene prijateljice, pa nekoga, ki je bil že pokojni, in pol so to govorili, nič ni bilo od tega, sem rekel, čist narobe, male dvične kamne, nima jih, ona ne ve, da jih ima, v resnici jih pa ima, nima 2 otrok, ne, mogoče imela pa splav, sem rekel, enega otroka ima, ne, splav je imela, prav, da ga ni imela, včasih se zgodi splav, ne, da bi vedela, take neumnosti so pol mašilke v interpretacijo, ker so popušili, nisem je dalo mene razkrinkati, ker že takrat sem poznal tega Jamesa Randija, to je bil pa Nočna mora za Uli Gellerja, to je bil nek izraelski kao medij, v resnici bil pa šarlatan, ki je krivil ključe, žlice, James Randi ga je razkrinkal z eksperimenti pred televizijo, ga osmešil. Te iste stvari sem jaz 20-25 let nazaj poskušal, tudi naredil, te iste zadeve dela danes Darren Brown, to je pa pač angleški, tudi hipnotizer, ki razkrinkava vse te medije in vse osmeši. Tako sem jaz delal v tem parapsihološkem krožku. Zdaj, kaj sem še vse delal, mogoče bi povedal, da sem tistega, ki je pa res imel neke sposobnosti, testiral tako, da sem skril v Trbovljah na neke lokacije, ene stvari, rekel, tam en naš lokalni bajer sem vrgal delček avtomobilčka, šasijo, to je ohišje zgornje, spodnji del podvozja sem dal pa temu enemu, da je on z duhovi, z vajalico, pa dihalom, in on 1:1.000.000, da ne bo najdel na tej specialki, ta tip je to najdel. Jaz nisem vedel, kam naj to dam. Nihče, v polnoči sem je šel, pa vrgel v bajer, in on meni na specialki prav, meni pokaže, da bi bilo v Ribniku. Wow, bajer je pokazal. Ali pa sem mu skril, v celi Sloveniji sem mu skril nekaj v Litiji, nekaj pa na Kumu. In tip pravi, da je najdel in to v Kresnicah, pa na Podkumu. Na zemljevidu tiste mehne, pa to milimeter stran. Kresnice so, bi rekel, pol centimetra stran od Litije na zemljevidu. Podkum je pa stran pol centimetra od Kuma, kamor sem jaz to skril. 1:1.000.000, da je to naključje. Se pravi, ta tip, tega sem pa resno jemal in s tem tipom sem pa iskala pogrešane ljudi. Tega sem testiral vse izpovedi, kaj je ta tip najdel, ukradenega otroka v Bosni. Je rekel, jaz sem najdel vas z Nihalom, sem rekel, očetu, v teli vasi na bosansko-srbski meji je to, šel je oče dol leta 90, še pred temi vojnami, in je najdel to, celo hišo je, celo vas je preiskal in ni najdel svojega pogrešanega, ukradenega otroka. Potem je ta medij šel z detektivom dol še enkrat in on ti z valico takole dela, je rekel, v teli hiši je. In oče je vzel kladivo, razbil vrata in svojega sina najdel na bosansko-srbski meji. In jaz kličem detektiva, če sem je slučajno ta medij kaj izlagal. Ta detektiv mi je isto zgodbo povedal, je rekel, jaz ne morem verjeti, šli smo dol v Bosno, prečesali celo vas, pa pride ta medij, prav tle noter je otrok. In otrok ukraden je tam dol bil.
In s tem medijem sva potem delala eksperimente. Jaz bom rekel, tlem je pa znanje popolnoma odpovedalo. Ne. Tako da zadeva v eni fazi je postala grozljiva, ne, ampak 90 ali pa 95% je bilo šarlatanov. Šarlatanov, ki so lagali, ki so bili ujeti v svoje motnje, ampak te dve vedeževalki, pa še en tale medij, recimo, ki tudi duhove klical, pri meni doma smo duhove klical, jaz sem videl, da se ne gre za klicanje duhov, ampak da ljudje z mikrogibi sami premikajo mize. Ne, jaz sem se režil, ko so rekli, ja, duh je prišel, ne, pa so sami to delali. Ampak hec je, da so našli ukraden mehanizacijski stroj, ki je bil na poti v Bosno. Ne. Šli smo v Sevnici in v Sevnici sem jaz najdel tiste gosenice v travi in videl sem garažo, kjer je ta traktor, ta delovni stroj, bager ali buldožer šel tja noter. To je bilo srhljivo, ker sem delal na terenu. In s tem Zdravko mu je bilo ime. Sva iskala pogrešanega osebo, nekega sina, neke mamice. Ta mamica je razpisala $1 milijon takrat nagrado. In ko je zvedel ta Zdravko, da je milijonska nagrada, se je popolnoma zavozla. Midva sva obdelala pol Slovenije, iskala tega pogrešanega. Jaz bom rekel, kdo je to. Jure Plevnik Golob, ne, ker še vedno imam sliko. Ne, in ga nisva našla. Bilo je pa kar nekaj lokacij. Mislim, da je ta fant oziroma moški še vedno pogrešan. Ne, to je zdaj že 25 let. Mislim, zadeve so bile na koncu tako grozljive, ker ta Malnarič je trupla na dnu jezera lociral. Obešenega človeka se je obesil sred gozda in rekel, tukaj je, in so ga iskali in ga niso našli, pa še rekel je, v vodi je. Bilo je pa to novembra, tip je bil obešen, zmrznjen na bukvi gor pod krošnjo, so ga našli in ta Zdravko je to lociral. In vse priče sem izprašal. Ne, tako da zadeva na koncu je bila grozljiva, čeprav večina, 90-95% je bilo nategov. Ampak par stvari je bilo pa, bi rekel, kar nerazložljivih. Mogoče bi še eno stvar rekel, ker sem dal nekega žlahtnika, je rekel, da zna locirati človeka, kje je. Ne? In sem rekel, no, najti tega v Sloveniji. Pa mu dam sliko, išče, prav njega v Sloveniji. Sem rekel, kje pa je? Pa si vzame 5 minut časa, pa ga išče, je rekel, nikjer ga ne najdem. Sem rekel, na Luno ni šel. In šel še enkrat, je rekel, v Aziji ga ni, v Evropi ga ni, Severna Amerika ni, Južna Amerika ga ni, Avstralija ga ni, Antarktika ni, pa še enkrat, je rekel, Srednja Amerika. Tip je bil pa na Floridi, ne? Florida je pa dol proti Kubi in dejansko je bil v Srednji Ameriki. Nemogoče, da bi ta tip vedel, kje je ta bil moj žlahtnik. Ne? Tako da, ampak to je bil eden od 100, ki ga nisem mogel razkrinkati, oziroma ki ima nekaj, ne, človek je pa imel šizofrenijo, kar je zanimivo, ne, psihozo. Kaj pa bi lahko rekel kot nek suma sumarum danes, po 20 letih, po tam doživetih izkušnjah? Jaz bom rekel, nekaj je, no. Nekaj je, ampak večina tega, ker ljudje mislijo, da zdaj nekaj je, te vedeževalke, ki služijo denar, pa črna magija, pa bela magija, to je večino tega je nateg. In potem se pa ne ve, kaj pa ni nateg. Ne? Ene stvari, ki sem jih poskušal jaz znanstveno razumeti, pa v končni fazi sem rekel, pa skeptik sem, ne? Sem rekel, tukaj pa meni pamet odpove, ne? Tukaj pa nekaj je, zdaj bi jaz rekel, danes tukaj sedaj, da poleg znanosti obstaja še nekaj več, ampak da bi pa to razne vaški posebneži, ki se tam gostujejo v nekih oddajah, pa tisto pa ni vse skupaj nič. Tu pa tam se pa najde nekdo, ki občasno, ker ta Zdravko se je zakalkuliral pa velikrat. Meni najdu ene stvari, ki sem jih skrival po Sloveniji, pa v Trbovljah, pa mi je specialko najdu. Ampak moram povedati, da se je pa, rekel, 50% je bilo uspešnih stvari, 50% je pa zgrešil. Tako da tudi takrat, kadar on misli, da zadane, v bistvu zgreši. Mi dva tega Jureta Plevnik Goloba nisva ga našla. Ampak
Mislim, imel pa je ideje, ki pa zvedel, da je ta denar razpisan, in rekel, tle sem se pa zakalkuliral, ker mi je denar odskočil in pa sem tukaj na to nagrado in pol meni te sposobnosti odpovejo. Skratka, treba biti previden, no, ni vse. Ja, omenil si že te oddaje, v katerih gostujejo taki drugačni šarlatani. Najbolj si alergičen na oddajo Klepet ob kavi. In ti celo praviš, da v tej oddaji gostujejo norci, celo psihotiki. Pa jaz grem to študirati človekovo norost ali pa sociologijo norosti. Klepet ob kavi, jaz sem bil parkrat gost, so me tudi že izigrali, ne, sem rekel, zdaj pa takole, to, kar ste vi meni naredili, to je tako perverzno, umaknite to oddajo dol, ker ste čez moj tekst, čez moj govor napisali besedilo, ki ni moj govor, ne, in so to umaknili, saj to so bili fair, ne, potem so me še vabili in sem parkrat pristal samo zato, da bom tem, rekel, norcem gobc zavezal, ker to je škodljivo, v Srbiji so takšne oddaje prepovedane, da vzameš nekega norca iz psihiatrične klinike, mu daš besedo in on, bi rekel, goji svojo norost in je zelo prepričljiv in ljudje to norost pol kupijo. To je tako perverzno in tam, mislim, zdaj, Valentin Rozman, reinkarnirana deklica, tam, Osman Agić, tega sem šel razkrinkati direktno v Bosno, sem šel dol tiste piramide gledati, to so obična brda, sam je kopal rove, to je tak natek, da glava peče. Sam letno se tam obračal 10, 12, 15 milijonov evrov, ne. Folk ni več reven tam dol, ne, ampak na sociologiji na tega, ne, na teh oddajah Klepet ob kavi, to Matjaž Obranović, ta je všel iz zaprtega oddelka psihiatrične klinike, ta mora iti na zaprt oddelek zdravljenja s tableti. On ima tam svoje oddaje, 10, 20, 30 tisoč obiskov, ljudje to gledajo. Mislim, to je tak natek, tako zavajanje. Jaz sem klical na inšpekcijo, na kulturno ministrstvo, razne inštance, sem rekel, to je škodljivo, ker se poneumlja narod. Nisem bil slišan. In potem sem šel gostovati, tam je bila ena pisma, me je tam prerokovala, celo malo sram ratu, ker to človek normalen z razsodno močjo ne more tega prebaviti. Ta Klepet ob kavi poneumlja ljudi. Ne vsi gosti, ampak kaj, 50% je norcev. David Icke, pa to je svetovni šarlatan, teoretik zarote, bil je zaprt v času korona krize, ker je imel take teorije zarote, da je zavajal ljudi, ta je gostoval Klepet ob kavi. Ne samo Klepet ob kavi, tudi pri Marcelu Štefančiču je bil, se pravi, še njega je nategnil. Mislim, jaz, ko to vidim Davida Icka, ko pravi, da reptili obstajajo, nezemljani, pa da imajo nezemljani baze pod morjem. Mislim, to so take neumnosti in to tam širijo brez kritične moči. Ne? In eden mora biti, in jaz sem parkrat izpostavil, tako da dejansko tam so histrioniki, psihotiki in tisti, ki imajo osebnostne motnje, recimo šizotipsko motnjo. Tokle lahko rečemo. Ja, ti ne sloviš samo po svojem psihoanalitičnem znanju, pač pa tudi po nekakšni interdisciplinarnosti, po filozofski sklepsi in tudi po razsodni moči oziroma moralnem razsojanju. Zdi se, da si ravno zato kot kritični mislec konkurenčen na mnogih področjih. Ta tvoja razsodna moč je odločila pri tem, da se tebe, tako kot si sam zase rekel v tej oddaji Klepet ob kavi, ne da nastrati. Ja, Jasmina Kandorf je rekla, vi mene ne marate. Ne, sliko, ne gre za to. Mene se ne da nasrati. Vi ste alergični na mene zato, ker vam razkrinkavam psihozo vaših gostov, norost vaših gostov. Polovica tistih, ki jih vi tlele gostite, je za na tablete, na psihoterapijo. Tega Osmana Agića, ki sem je imela tam dol in organizirajo potovanje v deželo piramid. Ne, treba je 200-300 evrov plačati, sliko, zdaj bom pa jaz svojo ekskurzijo naredil. Cenejšo in so šli, ekipa smo šli dol s kombijem, 10 ljudi in smo mi tam preiskali vse, zmerili kote, ne vem, ona piramida Sunca, piramida Ljubavi, pa to so obična brda. To sem jaz videl, kako so sami kopali, tam najdejo nek kamen sred kopanja, običajen kamen. Vještački beton,
mislim, veštački, neka umeten beton, navaden kamen je tist. Tam so šli kamne barvati z rumeno barvo, pa so rekli, to je zlata pot, pejte energetsko. Joj, pa vidim Đokovića, ali pa Đurota, pa Tanjo Ribič, mislim, to glava peče. Jaz sem se to krežil, ko sem tam dol videl, kako to sociologija na tega deluje, kako tam ene kamne, ustekleničen zrak piramid, zrak v steklenici prodajajo. To se jaz nisem mogel režati nehati, ali pa vodo, tam imajo navadne plastenke, to je pa ionizirana voda iz središča piramide. Izpoznavna skepta, pa spoznanje na metodologijo, pa tam nekaj skalarni valovi. Pa ga pogledaš, pa kam imaš ti klobuk? On hoče biti Indiana Jones, ta Osman Agić. Zadeva sem jaz znanstveno poskušal razumeti, tudi če dol sem šel, nekaj so šli kopati, če bo res kaj najdel. To so razkopali tam še 300 metrov od tistih uradnih nekih poti, so razkopali, da bi najdeli neke monolite, tiste, kar imajo Egipčani. To je vse na tek. Ampak biznis laufa, to se lahko samo Bosanci spomnijo. Pa Medžugorje, to je pa ta drug na tek. Ampak tam je pa verska blaznost zraven, tam pa ne upam niti nič reči, ker me bojo ne vem kaj naredili z mano. Ko sem bila prej pri tem klepetu ob kavi, ravno v enem od teh tvojih intervjujev v tej oddaji si povedal, da so te nekoč blazno zanimali vesoljci oziroma nezemljani. Kakšen je tvoj pogled nanje danes in kako gledaš na ta pojav teh neznanih letečih predmetov, torej NLP-jev? Jaz sem bil včasih obseden. V srednji šoli to ni da nekaj sem se prebral, Bermudski trikotnik, tiste neke naročila, bil sem naročen na eno prvo revijo, ki je izdal tam Miloš Krmelj, ki je potem se na neko astronautiko prešaltal, postal bolj skeptičen do vsega tega, ker je on sprva raziskoval, mislim, da to je leta 77, 79, ko sem skopal vse te revije, prebral vse, preštudiral. Potem, ko sem imel svoj avto, sem z avtom potoval na lokaciji, kjer so videli NLP-je, domnevno. Vem, da sem enkrat razbil avto, ker sem hotel gor priti na Mrzlico, ker je samo kamenje. Vse sem prebral, sem, kaže tale švicarski ufolog, vse ni važno, nazaj v prihodnost, pa nazaj k zvezdam, ki jih je tudi omenjal Miloš Krmelj. V Trbovljah je bil nek Šafarič, ki je tudi proučeval volontersko NLP-je. Bolj v eni točki sem jaz rekel, da ne bom več iskal, če ni dokazal. Zgolj na verjetjih, to je rekla, kazala, to so nategi, to so, da sem videl tiste, ki v to verjamejo, tudi na svetovni ravni, to so moteni ljudje. Veliko je teh motenih ljudi. V moji žlahti obstaja tudi pilot, danes je star 80 let, ko ima, kot bi rekel, 10.000 ur vožnj z avionom. Ali je kdaj kaj videl, kakšen neznan objekt? Nikoli. A pozna koga, ki je to videl od resnih pilotov? Nobenega. Sam sem šel z avionom in sem jaz gledal ven in sem v dvojnem steklu videl odsev ene lučke in je bilo čist isto kot tam nekje, da so videli NLP z aviona. V bistvu je bilo pa na drugem steklu odsev ene luči iz aviona. Jaz sem takoj to videl, ker imam to razsodno moč, pa neko kritično misel, en laik pa to takoj kupi. Skratka, NLP, obseden sem bil z njimi, edina stvar, ki sem se jo nekoč bal, so bile neznani leteči predmeti, tudi vse tiste filme sem pregledal, prebral vse, ampak danes lahko rečem, tudi hipnoze sem se naučil tudi zato, da bi testiral tiste, ki so bili kao ugrabljeni, pa so vse pozabili, da so jih ugrabili nezemljani. In sem rekel, jaz, če bom pa tazga dobil, ga bom pa hipnotiziral, da vidim, kaj je res. Nič od tega ni bilo, oziroma se mi tudi noben ni javil. Ampak tisti očividci, večina tistih, ki je nekaj videlo, so imeli specifično psiho, so imeli tudi halucinacije, lahko se pravi privid, oziroma vidijo neke balone, pa mislijo, pa satelite. Spomnim se kot otrok, da smo gledali NLP, v resnici so bili pa sateliti, kar sem pa še razvedel, da so
da so satelite, smo gledali, neznani leteči predmeti, ne, satelit je bil, ne, v objemu nevednosti si nismo znali razložiti, ne, skratka, suma sumarum, ne, če ni dokazov, res eksplicitnih, ne moramo, mislim, bodimo previdni, ne moramo tistega Roosevela, ali kaj je tisti, ki so kao neki NLP-ji dol padli, pa so bili neki očividci, to so rekla, kazala, dokler ni materialnih dokazov, moramo biti bolj previdni pri teh neznanih letečih predmetih. Ok, greva zdaj v malo drugačne sfere. Zdaj, ljudje, ki so obupani, velikokrat iščejo neke odgovore, se zatekajo tudi k raznoraznim vedeževalcem. Zdaj, kakšno je tvoje mnenje o tem napovedovanju prihodnosti, torej o vedeževanju, o jasnovidnosti, mogoče tudi teh tarot kartah? Misliš, da je res kaj na tem, mogoče v pač določenih primerih, če ne gre za šarlatane, da so pač vsi šarlatani in tudi ti, če si bil konec koncev kdaj na kakšnem vedeževanju, oziroma če ti je kdo poskušal kdaj vedeževati? Ta vedeževanje je spolska stvar, ne, jaz se spomnim, v eni psihoterapevtski praksi je bilo eni pacientki vedeževano, oziroma vedeževalka je napovedala, da bo zgodaj umrla. Ne, in je dejansko začela umirati in potem je rekla, saj to mi je vedeževalka že napovedala, da bom zgodaj umrla. Potem je psihoterapeut pa to zvedel, takoj šel v gledališče, najel igralko in ji predpisal, katero vlogo bo ona odigrala pri tej pacientki, ne, in ta vedeževalka, igralka je rekla, joj, vi pa imate dejansko neko bolezen, ampak vi boste ozdraveli. Tukaj vidim, ne vem, kaj je imela, ali čarobno kuglo, ali je iz dlani prerokovala. Skratka, igralka je šlogala pacientki, ki je zbolela za rakom. Vi boste pa primer en redki, ki boste ozdraveli. Ženska je bila v resnici toliko sugestibilna, da je sugestija vedeževalke, negativna sugestija, njej začinila življenje tako, da je zbolela. In potem je druga vedeževalka, se pravi igralka, s pozitivnim placebo efektom njej pozdravila to bolezen. Se pravi, vedeževalstvo je zelo spolska stvar, ker nekdo, ki je sugestibilen, če dobi negativno napoved, on lahko samo prerodbeno zagrni sam sebi življenje. Zato bi rekel, da raje se ne s temi vedeževalkami, čeprav je to neka psihoterapija, če ti vedeževalka reče, jaz pa vidim na vidiku srečo, vidim nekega moškega, ki zdaj ga še nimate, ampak se bo našel. Taka ženska, ki to sliši, se bo nezavedno po prerokbi nastavljala moškim, kjerkoli bo prišel, ga bo sprejela, ker je vedeževalka rekla, da se bo to zgodilo. In se bo zakalkulirala, lahko da se bo zakalkulirala. To je samo prerokba. Za nazaj vedeževanje je pa Derren Brown vse razložil, oziroma on je sam prerokoval takole na podlagi cold readinga. In te, koliko sem jih jaz testiral, da sem rekel, da sem v tem krožku pretestiral enih 10 vedeževalk, 8 jih je bilo popolnoma spodletelih. Enkrat sem glumil, je rekla, vi imate premočno energijo, jaz vam tle ne morem nič najti. Zato, ker sem jo zavajal s svojo mimiko, dal sem si prstan gor, češ, da sem poročen, je rekla, vidim, da ste poročeni, ja, ker vidite prstan, jaz sem pa zblefiral prstan, jaz nisem poročen. Tam vi imate pa 3 otroke, ne 2 imam, ja, pa je imela pa en splav, pa take, najdete finte, v resnici imajo pa te, ki mislijo, da imajo, celo 100% verjamejo, da imajo te sposobnosti, da so izbrane, to je tip otroštva imela tak, da čuti, da ima to sposobnost in potem njeno nezavedno lahko bere mimiko, temu se reče cold reading. In na podlagi mimike ona naplete misli, tudi prerokbo ali pa za nazaj, joj, vi ste pa v otroštvu zelo trpeli. Vsak zase misli, da je v otroštvu trpel. To so finte, to ne pomeni, da ima nekdo sposobnosti. Ampak v teh parapsiholoških eksperimentih sem pa dobil 2 vedeževalki, oziroma 3, ena je prišla k meni na dom, če jo hipnotiziram. Eni je bilo Ajda ime, ker imam tukaj ta
zveze, ki sem to beležil. Ena je bila pa Viktorija. 16. marca 2000 je prišla k meni, če jo hipnotiziram, da jo vrnem v leto 76, 1. septembra, bila je na pogrebu svoje babice in če je res duh šel ven z nje. No, in jaz sem hipnotiziram in predstavljam ekran, svoj spomin je odkala v ekran in ona je videla, da iz te babice ni šel duh ven. Rekla, zdaj ste me pa pomirili, ne. Ampak ta je rekla, jaz imam parapsihološke sposobnosti. Sem rekel, gospa, tole pa ne mogoče, da imate, ne. Rekla, mami, ker sem sama sebe očeta najdla. Ženska je pri 19 letih, ker ni vedela, kdo je njen oče, lutala, ne vem, 2 dni po Ljubljani in prišla enkrat do enega moškega in rekla, vi ste moj oče. In tip se je začel režati, je rekel, mlada dama, jaz vas prvič vidim. Ne, rekla, jaz sem stara 19 let, moja mama je pa tale, 20 let nazaj, kaj sta imela z mojo mamo? Ta tip, moški neznanec, naključnež, ne, se je kar sesedel in je priznal, da je s to mamo nekaj imel, ne. To je tisto grozljivo. In potem sem šel jaz preverjati in dejansko je bilo to res, ta stvar, ne, ni me nalagala, jaz sem šel preverjati, ne. Mislim, rekla je, da je prerokovalka, vedeževalka Viktorija, ki je z Logaceljske je prišla. Skratka, ta je pa imela ene stvari, ki jih nimam kam dati, ampak večina jih je pa delalo s cold readingom. Tale ženska Viktorija je potem, sem jo pa testiral, sem rekel, leta, jaz sem pa zdaj eno zadevo iz akademskega naslova, neko zadevo, rekel, leta, tole pa ne boste vi naredili. Imel sem pa jaz v roku enega meseca zagovor doktorata. Ne? In ta ženska je meni rekla, to, kar imate, ne boste naredili, ker je ena zelo hudobna oseba v ozadju, ki ne pusti, da boste vi to končali. Ženska pojma ni imela, kdo sem jaz, samo vedela je, da jaz hipnotiziram. In prišla je na hipnozo, da sem jo vrnil v leto 76 na pogreb te babice. Ne? In ta ženska še meni rekla, da sicer ne bom imel te zadeve, ne bom dokončal, sem rekel, jaz sem doktorat, ne? Je rekla, ne, kar pozabite, ne bo to šlo skozi. What? Je pa rekla, boste pa uspeli v tujini. Ne? Sem rekel, kdaj pa? Pa je pa začela jecljati, ne? Ona bi mogla meni reči, ja, še 21 let ne. Sem rekel, kdaj bo to? Drug let, naslednji let? Pa je začela jecljati. Tako da sem videl, da mi noče povedati, da to, če bi že uspel v tujini, da to ne bo tako hmalo. Ne? Skratka, te zadeve so, rekel, spolske zadeva, tam je tudi ena Ajda bila, sem tudi testiral, ne, tudi let 10.2.2000 sem šel k njej domov. Tam je pa dala pa tarot karte, ne, prej si omenila tarot karte. Rekel, dajte vi meni povedati ene stvari, ki bi radi vedeli. Sem rekel, jaz vem, da se meni ne more nič narediti, ne, mislim tudi, če Konkord pade na mojo bajto, vem, da ne bom, meni ne bo nič. Rekel, čakajte, bom pregledala, če imate kakega angela varuha. Sem rekel, kakšnega angela varuha? No, dajte vzeti karto, jaz vzamem karto, še kar vidim tisto karto, jo, je rekla, vam se ne more nič narediti. Vi imate najmočnejšo karto, kar jih obstaja. Bil je nek kapuciner, rekel, tele, tok pa tok teh kart, tok ste vi vzeli, najmočnejša karta, kar je možno, vam se pa res ne more nič narediti. Pa še nekaj je rekla, ne, tole doma boste mogli poštimati službo pa privat življenje, imate prepleteno in to se vam bo z nekaj zalomilo. Ne. Takrat sem dejansko imel ene zadeve take, da ko sem jaz doma povedal, mislim, sem se jaz za glavo držal in doma so se za glavo držali. Ne. To je bila ta, ne bom povedal, kako se je pisala, ker tudi imam ime, priimek, vse, pa ne doma, Ajda. Skratka. Ja, Roman, zelo zanimivo. Mogoče bi samo razložil, ko si prej omenil, da je tale ena od vedeževalk, da si v hipnozi, da je videla en ekran, pa da je podoživela ta pogreb babice, zdaj, da samo razloživa, da ta ekran, to je nekaj, kar ti skreiraš v hipnozi, kaj ne? Ja, jaz sem bil zelo zaskrbljen, kako bojo Mira Petka, ne, tega novinarja, ki so ga prebutali, ne, da ga bojo, ko ga bojo s hipnozo poskušali vrniti v tisti čas, da bi se on spomnil, kdo ga je napadel,
sem jaz sklical, mislim, da je bil Marjan Paintner, znani hipnotizer, jaz njega kličem, da ga ne boste vrgli v tisto obdobje, ki so ga tepli, ker ga bo bolelo, če je zelo sugestibilen. Sem rekel, dajte vi skreirati ekran in on bo skozi svoj spomin na ekran skreiral zgodbo. Ker jaz sem to že delal v parkrat v eni prometni nesreči, ženska je rekla, da bi rada vedela, kako se je ona zabila, ker se čisto nič ne spomne. Jaz sem rekel, ok, bom pa jaz to naredil. In si skreiram ekran, ona je svoj spomin skreirala, ga projicirala na ekran in rekla, zdaj pa vem, kako se mi meni to dogajalo. Sem rekel, kako pa ti veš, da nisi to sfantazirala gor? Je rekla, ne, avto sem jaz videla, kako je razvit v mehanični delavnici in zdaj vidim, kako me je iz skale v skalo premetavali. To je čist tehnično, se ujemajo poškodbe avtomobila s tistim, kar sem jaz doživela. Njen spomin je skreiral prometno nesrečo, ona na laptopu to gledala. In zaradi tega sem jaz potem tej Viktoriji skreiral kamero, bila je pa črno-bela, ker sem predvideval leta 76 ni bilo barvnih kamer, in s črno-belo videla sebe in to ne delam jaz zdaj, da sem to dvakrat naredil. To pride v meni, ko iščem recimo spolne zlorabe in skreiram ekran in potem sugeriram, deklici recimo. Zdaj pa vi meni povejte, kdaj ste prvič v življenju videli erektiran spolni organ. To je epicenter ženske spolne zlorabe lahko. Ali pa kdaj ste prvič doživeli nekaj iz registra seksualnosti. In potem ona to vidi na ekranu sebe, ker njen spomin to naredi. Če ni prehudih odporov. Tako da ta ekran je za tiste zelo sugestibilne, zelo uporaben. Ali pa avtomatsko pisanje. Tudi nekateri pišejo, ali pa tudi rišejo stvari iz svojega nezavednega, ki če jih jaz dešifriram, meni veliko povejo. To, da leta 2000 sem te stvari delal. Zdaj pa ne vprašati, kaj zdaj jaz delam, ko diagnosticiram s hipnozo, pa ekran uporabljam, pa te zadeve. Ali pa sanje. To je višja matematika, ali pa kvantna psihoanaliza, kje bo to kak psihiater kaj vedel, ali pa kakšen šoleni psihoterapeut. To se nikjer ne uči, jaz pa pač improviziram. Mogoče imam eno podvprašanje zdaj, a bi lahko rekli, da naše nezavedno nekako beleži vse trenutke v našem življenju, pa jih potem lahko prikličemo s hipnozo? Seveda. Ampak problem je, da pride nek šarlatan in on išče, recimo, probleme v psihi v prejšnjem življenju. Kaj, sem bil v trbolah. Kakšne neumnosti to govorite? Vi sugerirate prejšnjo življenje in na pobudo vaše sugestije ženska vključi fantazijo in sfantazira prejšnjo življenje, ki nima veze z resničnostjo. Prejšnjih življenj ni. S tem, da sem jaz nekoč, mislim, da preden sem vstopil v to parapsihološko društvo, sem pa rekel, da je teoretično možno, da nekdo ujame možganske valove, ki niso samo v lobani, ampak so pač valovanje. In če gre to valovanje v vesolje, tam da se nekje odbije in pridejo valovi nazaj, potem ti ujameš frekvenco nekoga, ki je živel v srednjem veku. In lahko ti črpaš njegov spomin, ampak to ne pomeni, da si ti živel v srednjem veku, ampak to zgolj pomeni, da si ti ujel njegov spomin, ne dušo, njegov spomin, njegove valove. In njegov spomin lahko zamešaš s svojim spominom in rečeš, jaz sem že živel. To ni tako. V to smer se da razmišljati. Se pravi, sugerirati se ne sme nekomu, da je živel v prejšnjih življenjih. Ker je to možno, prejšnjih življenj po mojem videnju ni. Kakšno pa je tvoje mnenje o duhovih, pa demonih, angelih, pa takih in drugačnih teh nevidnih bitih, ki naj bi jih videli oziroma znali priklicati le nekateri ljudje, tako imenovani mediji, ki naj bi potem z njimi tudi komunicirali? Ne, to so šarlatani, to so moteni ljudje, to, bi rekel, imajo šizotipsko motnjo, če že ne psihozo, šizofrenijo. Tega po mojem videnju ni, tega se ne da dokazati, to so poskušali, stoletja že to, moderna znanost, vse eksperimente, ki so delali, to je nemogoče
znanstveno elaborirati na način, da bi rekli, zdaj smo pa dokazali, ne vem, nekaj. To se ne da, duhovi, mislim, angeli. Mislim, ona je meni rekla, tista, ki mi je rekla, da imam najmočnejšo tarot karto, angel varuh. Mislim, jaz sem rekel, kako mislite zdaj angel, ne? Ampak po drugi strani pa verjamem, recimo, pač tudi sam verjamem ene stvari, recimo v nekega stvarnika, Boga, usodo, verjamem, Freud v to ni verjel, ampak jaz vem, da to verjamem, ker sem imel močnega očeta. Ampak po drugi strani mi tudi logika služi, da določene stvari niso čisto naključne, ne? In ta paradigma dobro vedno zmaga, slabo se slabim vrača, dobro z dobrim. Mislim, ta je v enem filmu Magnolije. Film Magnolije je zelo poučen film, super zasedba igralska, tudi Tom Cruise igra. Recimo tam se vidi, da nekdo, ki greši, se pravi, ima nemoralna dejanja, ga ta življenje vseka tam nekje, iz nekje pride nekaj, če narediš ti greh. Tako da bi rekel, da ena pravičnost zmaguje. Se pravi, to pa ni kar tako, ne. Jaz dopuščam idejo, da bi lahko bil nek nad nami, ne. Ampak ta jaz čutim, ker sem imel močnega očeta, ne. Logičen sklep je pa tudi ta obstaja, zato ker mi zadeva tako logično štima, če si rečem, da obstaja nekaj več, ne. Da bi pa rekel, da obstaja hudič, demoni, ne vem, vile, angeli, mislim, to ni nič znanstvenega, ne. Tisti, ki v to verjame, imajo motnjo osebnost. Prav skeptik, ne, če si ti pameten, veš, da se to ne da dokazati. Če imaš pa ti močen občutek, je pa to zgolj in samo močan subjektivni občutek. In to ni register znanosti. Občutki so subjektivni, ne da se nič dokazati in molčati moramo o stvareh, o katerih ne smemo govoriti, je rekel Wittgenstein, ne. Spoznavna skepsa pa pomeni, da je dvom edini, v katerega se ne splača dvomiti, ne. Se pravi, dvomim torej sem, torej bivam, ampak to, da bi pa vedel, da je ono stranstvo, ne. Sem imel nekega pacienta, šizotipsko motnjo imel, rekel, tole gor je pa fešta, ne, se pravi, ono stranstvo je fešta, se rekel, kako pa vi veste, ja, kako, jaz to vem. Jaz sem po spoznavni skepticizmu razložil po Kantu, ne, človek proizvaja subjektivne resnice, ne, nič se mu ni dalo dopovedati, ne. Normalnemu človeku se da dopovedati, da se to ne da vedeti, ne da se to vedeti. Bolniku pa to ne moreš dokazati, ne moreš mu to tako dopovedati, da bi on sam sebe vprašal, pismo pa res, jaz imam zgolj in samo občutek, da nekaj vem ali pa da je ono stranstvo. Ne, meni pa psihiater pa pravi, da imam šizotipsko motnjo, pa me s tableti fila. Kako pa je, recimo zdaj sem dobila idejo s tem nezavednim samokaznovanjem, ne? Je to mogoče ta karma, ki nas zadene, ko naredimo kaj slabega? Ja, nezavedno kaznovanje povzroči človek sam sebi, ker ima tisti nadjaz še vedno dovolj močen, ne, nadjaz je inštanca, ki samo kaznuje in potem se ti lahko naredi srčni infarkt. Vem, da imam nekoga, sem imel nekoga, ki je skozi varu, vedel je, da je to narobe, ni imel očeta, da bi bil močen nadjaz, ne, in potem ga je pa srčni infarkt, ne, in potem sem šel jaz preverjati, kje ga pa je srčni infarkt, je doma pred ženo pa 3 otroci. Bil je univerzitetni profesor in to je tiste študentke, ko po tekočem traku menil. Vedel, da je to narobe in srčni infarkt je sam sebi poslal. Tisti ščepec nadjaza ga je kaznoval, ker je vedel, da greši. In nadjaz mu je opravil kastracijo, ne, ultimativno kastracijo, likvidacijo. To naredi nadjaz. Ampak bad karma je pa tudi taka, ne, če se temu tipka na YouTubeu bad karma, to pa pomeni, da ti pa življenje pripopa en zdrs tak, da glava peče, ne. Vem, da so ljudje prihajali k meni, da se jim življenje ruši, sem spraševal, kaj imate pa za ene grehe, potem so mi odkrito povedali, kaj imajo za ene grehe, ne, sem rekel, vam pa ni pomoči, vi pa te prvo tolo pokoro oddelite, se upravičite, ne, mislim, človek poriva mamo pa hčerko, ne, čakajte malo, to je pa malo perverzno, tako enostavno pa življenje ni, vi delate ene stvari, zdaj se vam je pa vse podrlo, ne, narobe ste to naredili, dajte vi probati drugače se lotevati življenja, ker če boste delali moralno, vam tudi življenje ne bo nosil nekih spotikljajev, kakršne imate vi zdaj non-stop, ja, toliko pa toliko grehov imate,
ker nimate nadjaza, ampak ne, da sam sebe kaznuje, ampak vse narobe sem v življenju imela. Poznam pedofila, ki mu je vnukinja umrla. Ne. On je že imel neke srčne težave, ker je bil pedofil, ampak njemu pa še pol vnukinja umrla in pol je pa ultimativno pa sam umrl. To je tisto, ne veš, kaj bi rekel, ne, se ne da vedeti. Ne pride do tja. Kako pa mogoče gledaš na astrologijo? Astrologi pravijo, da je to matematično natančna veda, s katero se da profilirati posameznika, pa tudi nakazati neke prihodnje dogodke oziroma tok dogodkov, v kakšno smer bo nekaj šlo, ali pa ne vem, mogoče, da se da določiti planetarno gledano, kdaj je pravi čas, da se nekaj recimo stori, kdaj ne. Veliko astroloških napovedi, ne govorim tukaj o tistih v horoskopih, v teh revijah, veliko teh napovedi se je uresničilo, včasih pa astrologi pač ustrelijo tudi mimo, ne. Tudi sama sem se precej zanimala za astrologijo v preteklosti in jo pač malo bolj poglobljeno spoznala, ampak moram reči, da imam še vedno svoje pomisleke. Kako pa ti gledaš na tole? Torej, jaz sem se norčeval iz astrologije zelo, fejst. Bil sem alergičen na tega tretjega brata, ki je sicer umrl, Andrej Marušič, psihiater, on je rekel, da je astrologija bolj znanstvena od psihoanalize, ne. Mislim, človek ni štekel psihoanalize, zato je take neumnosti govoril, ampak dejansko, ko sem enkrat jaz poslušal opis nekega karaktera, sem rekel, to kot da bi o meni govorili, ne. Psihološka profil nekoga, govorijo, pismo so me opisali v nulo, ne. Pa na koncu pa rečejo, takšen je lev, ne. Jaz sem lev po horoskopu, wow, ne. In potem sem imel jaz v svojih teh pač psihoterapevtskih praksah še eno kolegico, ki je rekla, daj mi ti prepošiljaj najtežje primere, zanimive primere, daj mi še datum rojstva, kraj rojstva, uro rojstva, pa bomo malo primerjala. No, sem rekel, jaz sem veliko teh spolnih zlorab, daj ti bom jaz to prepošiljal ene stvari, ti mi pa poskus najti spolno zlorabo, če je to mogoče. Ja, mogoče je. Sem rekel, no, jaz ti bom pošiljal zanimive primere, ti mi boš pa pol povedala, če se da to kaj videti. In dejansko ji prepošljem 10 primerov zelo, zelo zapletenih. Enkrat eno pacientko je opisala v nulo. In jaz tej pacientki prepošljem to profilacijo, ne, je rekla, to ste me pa popolnoma zadeli. Rekel, nisem to vas jaz zadel, jaz sicer svoje mnenje imam, ki je zelo podobno, ampak to je vaša astrološka karta. What? Ne, se je čudila, ne. In sem imel dejansko 6-7 spolnih zlorab, imel sem jih več v psihoterapevtskih praksah, ampak te datume rojstva pa uro sem prepošiljal eni pač dobri kolegici astrologini in ona je vse te stvari tam noter videla. Meni je to popolnoma neznanstveno. Na prvi pogled, na prvo žogo bi rekel, to je neznanstveno. Če pa kaj je na tem, se pravi logičen sklep. Če astrologija drži, suma sumarum, Bog obstaja. Stvarnik obstaja, ker je nekdo delal plan na podlagi pač nekih postavitev planetov. Jaz to ne verjamem, Derek Brown, mislim, ne verjamem, tako, v osnovi ne verjamem, dopuščam pa možnost, ne. Se pravi, ko sem bil v čisti zagati, sem še astrologinjo spraševal, kaj pa ona vidi, ne. Tudi okrog športnikov so ene stvari, pač sem šel gledat, recimo, kaj astrologinja misli o, ne. Ko sem delal z Ilko, jaz vem, da sem šel spraševati, kako bo s temi stopničkami v svetovnem vrhu, ko jih še Ilka ni bila na stopničkah, je astrologinja rekla, da bo dobila pač največje titule, kar je možno v športu, da jih bo dobila. Jaz sem bil sicer tiho, nisem, ne vem, lahko bi Ilki to povedal, pa bi mogoče prišlo do samo prerogbe, ampak jaz sem pač za sebe to zadržal, tudi za nekatere druge športnice. V glavnem, Derek Brown je pa horoskope pisal ljudem, tako univerzalne, in vsi so se v teh horoskopih najdli 90-95%, ampak je bil horoskop popolnoma isti za vse in vsak se je not najdel. Tako da te neki univerzalni horoskopi, jaz bom rekel, pismo, to je škartroba, ne.
Ampak po drugi strani je pa ta ista astrologinja, ne vem, investirala 200 €, koliko je dala. In poslala vse moje podatke, ključne podatke v Ameriko, tistem najboljšem astrologu. In zdaj ta tip ali je z Google, ta tip je pisal take stvari o meni, da vse drži v nulo. Zdaj sem rekel, ta tip je mogel tam tipkati Roman Vodeb, googlati in iskal, kdo sem, kaj sem, ne. In je rekel, da sem strokovnjak za žensko željo. Mislim, sem rekel, to je šel v slovenščino z Googlom pa iskati, s čem se ukvarjam. Rekel je, da sem kao Jungovec. Sem rekel, ne, jaz sem Freudovec. Edino, kar imam od Junga, je ravno ta parapsihološki del. Tukaj je recimo Freud je parapsihologijo Jungu očital, in jaz tudi nisem, torej Jung zame ni nek maher v psihoanalizi, pač se je oddaljil od Freuda, tisto, kar je psihoanaliza, je Freud. Niti ne Lacan, niti ne Jung, Adler, mogoče Ferenc je bil še dober, potem so Donald Winnicott, pa Melanie Klein, pa tako naprej, ampak Freud. No, večino tega je ta astrolog tam noter, mislim. Tako da jaz bom rekel, sem skeptičen, ampak nisem pa popolnoma zaprt za te stvari. Ja, mene pri astrologiji recimo najbolj bega to, da ne razumem, po kakšni logiki naj bi neki oddaljeni planeti vplivali na nas, ki smo na Zemlji. Zdaj imaš mogoče ti kakšno razlago? Torej, da je človek karakterno tak, kakršen je. Jaz sem 2 sinova, pa sta se popolnoma različna. En je bolj, ko bi rekel, atomska bomba po meni, en je pa bolj, kaj vem, po mamici, ne. Zdaj pa, če je vpliv planetov, tako kot recimo ena luna vpliva na oceane, na plimovanje, oseko, pa tako naprej, postavitev planetov mogoče ima neke sile in zdaj med milijoni semenčic se točno ena prikrade do jajčica. In kako se jajčica oblikuje, mogoče tudi neke kozmične privlačne sile, tudi neki delujejo, nek karakter, mogoče tudi na podlagi vpliva osončja, da tako rečem, lahko povzroči, da določen tip semenčice oplodi določen tip jajčice točno v določenem obdobju. In potem se to bi znalo biti v korelaciji z ozvezdjem, z astrološko karto. Ampak suma sumarum, tisto, kar je neznanstveno, sem že prej omenil, če je nekaj, kar drži iz registra astrologije, potem bi jaz rekel, da obstaja nekaj, kar bi lahko bilo Bog, torej nek stvarnik, ampak to je, mislim, moje mnenje, znanstveno to, ne vem, še tisočletja ne bomo mogli dokazati, moj ne seže do tja in jaz probam z neko znanostjo razumeti svet. Kaj pa razni bioenergetiki, zdravilci, ki zdravijo z alternativnimi metodami, največkrat s tako imenovanimi energijami? Kako gledaš na nje? Ne, to oni verjamejo, imajo specifično psiho, zaradi enega specifičnega otroštva, imajo občutek, da so izbrani, da imajo nadpovprečne sposobnosti. To poznam tipe ljudi, ki imajo iluzijo, da imajo te sposobnosti. Večjo kot iluzijo ima, bolj suvereno on pristopi k pacientu. Bolj kot je prepričljiv, bolj učinkuje na pacienta na način, da ta zapade v fenomen placeba. In pacienti, ki se zdravijo z energijami, v bistvu se samo zdravijo in gre za placebo efekt, kot reka, ne vem, bela magija, črna magija ima nocebo, sprav negativna energija, če nekdo v to verjame. Suveren človek, ki v nič ne verjame, nobena bioenergija, energija ne more pomagati, mu pa lahko pomaga pa znanost. In zdaj, če on se cepi, tudi zato, ker misli, da zdaj ta cepivo pa deluje proti covidu, njegov imunski sistem bolj suvereno se zoperstavlja virusu, če verjame znanosti. Ali pa tudi, če je on cepljen, je njegov imunski sistem lahko pa suvereno blokira bolezen ali pa karkoli, če verjame znanosti. Tudi recimo, če verjame kozmodisku, zdaj znanstveno dokazano, tam en zdravnik reče, imaš pa kozmodisk, zdaj pa hrbtenica v redu, veš, ta živci, vse sem to že govoril, pa tisti trakovi. To, če znanost reče, če je Bog v belem, zdravnik nekaj reče, potem to deluje. Na tak način so mojo mamo
zdravniki nasrali, da če bo to pa to pa to, se vam bo pol pa to popravilo. In mama začela verjeti, zdaj pa boljš. Ja, kdo pa je rekel? Ja, zdravnik je rekel, te nasral. Ampak v redu, ker verjamem v to, če ti pomaga. Ja, obisk kakšnega bioenergetika, recimo, če v to verjamemo, torej to, kar nam dela, nam lahko konec koncev tudi pomaga, ne samo verjeti. To je res, ampak te bioenergetiki so neznanstveni. Že to, da je bioenergetik, pomeni, da nič ne šteka. Ne, mislim, bioenergetik, mislim, zdaj tale Ogorevec, to je priznan bioenergetik, to mu naseda, vse mu naseda, ne. Mislim, človek, če je pameten, to ne bo eni magiji nasedel, to točno se ve, ali pa ona, ki doktorira, ne vem, iz magije. Violeta Bulc, evropska, kaj je bila, komisarka. Mislim, normalen človek ve, da to ne drži. In zdaj, tisti, ki pa toliko butast, da verjame v nekaj, ne, pomeni, da premalo šteka in lahko škodljiv. Jaz vem, da te šarlatani pridejo in naredim množično hipnozo, ne da bi vedel, na publiki, na 2000 ljudeh, ne, če je kakšen epileptik, bo doživel epileptični napad, ker hipnotska trans stanja so v negativni korelaciji z epilepsijo, ne, lahko jih vrže. In te šarlatani nič od tega ne vejo in delajo množično hipnozo. Najbolj znani so pač Afričani, ne, ali pa v Ameriki, tisti verski guruji, to zamahne z roko, tam pol dvorane, ker pade po tleh. To ne pomeni, da ima on energijo, ampak ljudje pričakujejo, da bojo padli v trans in res padejo. Ampak ena moderna znanost mora to razkrinkati, ker ni fora, da te šarlatani smetijo po družbi na tak način. Lahko, da so v enih kontekstih koristni, to je v redu, ampak v mnogih kontekstih so pa škodljivi. In ko se sprejema zakon o mentalnem zdravju, sem jaz rekel, niso toliko škodljivi bioenergetiki pa te zdravilci, ne, ker te znajo koristiti po načelu placeba. Sem rekel, škodljivi so licencirani, slabi, netalentirani, uradni psihoterapeuti. Te pojma nimajo. Škodljivi so tudi psihiatri, ki namesto, da bi zdravili z besedo, s pogovorom, jih zagiftajo s tableti. Popolnoma odvečje. Ok, to mu daš placebo finto, pa drži to kot antidepresiv, ne, kar so tudi že znanstveniki dokazali. Antidepresiv pa glukozna tabletka znata enak delovati. Ne. Ampak to psihiatri ne vejo, ker so indoktrinirali svojo psihiatrično paradigmo, ki je zame, po mojem videnju, popolnoma spodletela. Ja, že prej si nekaj omenil reinkarnacijo, da po tvojem videnju prejšnjih življenj ni. Vseeno pa mnogi ljudje verjamejo v prejšnja življenja, imamo pa tudi na drugi strani posameznike, ki trdijo, da vidijo prejšnja življenja, običajno proti plačilu, seveda. Zdaj, mogoče, če bi lahko malo bolj profiliral te ljudi, ki nekako nasedajo na take stvari, kakšni so ti ljudje, ki v to verjamejo, kaj je skupnega? Čudnega očeta so imeli, nekdo, ki je deležen močnega očeta, razumnega, dobrega, tega se ne da kar tako nasrati. Postane slej ko prej kritičen do marsičesa, ok, če pa oče tudi specifično čuden ali pa odsoten, imajo potem tendenco, da verjamejo v neke sile, v nekaj, mislim, tudi nekateri brez, to je recimo pomembno, brez očeta se pa sprašujejo po smislu življenja, kar je delal Viktor Frankl, ne, on se je spraševal po smislu življenja. Nekdo, ki ima močen lik očeta, se nikoli ne bo spraševal po smislu očeta, ker bo v dani situaciji točno vedel, kaj mora narediti, ker je bil deležen dobrega očeta. Določeni ljudje v nekaj verjamejo, v prejšnja življenja, ali pa reinkarnacijo. Reinkarnacija je pač domena vzhodnjaških ali pa tistih indijskih verjetij, tam je ena paradigma lajšanja duše oziroma lajšanja psihične bolečine, če nekdo umre, se pol tolažiš s tem, saj se bo reinkarniral, evropska kultura ima pa, da obstaja onostranstvo. Oni imajo pa, ok, tudi prejšnja življenja, to bolj vzhodnjaški del, ampak ob smrti se človek tolaži z neko interpretacijo, bolj ko verjame, da ni smrti, torej da se ta onstran smrti je še nekaj, je še neko življenje, lažje je prebroditi smrt. Itak, ne, v redu, to je blažilno, če otroku rečeš, mamica te je umrla, zdaj pa živi v onostranstvu. To je super za otroka. Ne, sam mamica je umrla, ni je več. Ona živi v onostranstvu. In tak otrok lažje preboli smrt mamice. Vedeti se pa ne da, če obstaja onostranstvo.
stvar, ki sem jaz pa mogoče povedal, že enkrat pri najnih teh, mislim, da tudi na Faktorju, onostranstvo recimo lahko obstaja v fazi umiranja, ko človek zamrzne tistih nekaj sekund ali pa minut umiranja, se njegovi možgani lahko tako rekoč časovno zamrznejo in človek živi v virtualni sanjski realnosti še, kako neskončno milijon let. V fazi 10-minutnega umiranja sanjaš neskončno življenje. To je edina, po mojem videnju, varianta, da ti še živiš. Se pravi, faza umiranja, zamrzneš 10 minut umiranja in znotraj sanjskega virtualnega življenja živiš neskončno dolgo v onostranstvu. Ja, mnogi, ki so pač imeli to neko posmrtno izkušnjo, pa so se potem vrnili nazaj v življenje, nekako poročajo o istih zadevah, da so videli isto svetlobo po take stvari. Kako bi potem to razložil, da se vsem nekako isto dogaja? Isto sanjajo. Ne? Paradigma sanj, torej, ko sem imela podcast v sanja, sem jaz razložil, da človek sanja. Ne? Sanja simbolno strukturo sanj, latentnih, manifestnih, ne? Manifestno človek nekaj sanja, latentno pa to pomeni to pa to pa to. Simbolika sanj nekaj sporoča. In faza umiranja, ko človek nezavedno ve, da je v fazi umiranja, ali bo umrl, ali ne bo, in on sanja prehod v smrt. Tam je lahko bela svetloba, je smrt, ampak potem se pa mogoče pa vrne v sanjah. Človek v fazi umiranja sanja. Se pravi, možgani mu delajo. Potem se zbudi in teh sanj, se spomni, joj, sem bil, kje si bil, sanjal si to. Vsi, ki umirajo, pa niso umrli, se spomnijo enih paradigmatsko podobnih sanj. To so sanje, to ni nič drugega, to nisem bil na unem svetu, pa sem se nazaj vrnil. To si sanjal, možgani so to sanjali. Ok, v bistvu sva prišla že skoraj do konca, ne? Ja, prej sem omenil tisti faktor o onostranstvu, ga bova tudi polinkala spodaj, tako da si ga boste lahko ogledali, kjer si še malo bolj poglobljeno govoril o tvojem videnju onostranstva. Zdaj pa me zanima tale usoda. Ne? Iz psihoanalitične perspektive bi lahko mogoče rekli, da je naše nezavedno neka naša usoda, ker nas upravlja kot neko marioneto, mi pa se tega ne zavedamo in samo delamo po nekem programu. Zdaj, po tvoje je naša usoda nekje zapisana ali si jo krojimo sami? Torej, jaz sem strašanski občutek, da je meni pač nekaj usojeno in se niti ne opiram, mislim, bo že usoda povedala, kaj in kako. Ne? Ampak jaz vem po drugi strani, da sem imel pa izjemno močnega očeta, preko katerega se ni nič dalo. Ne? Čez fotra jaz nisem mogel v nobenem primeru. In zdaj imam jaz občutek, da čez usodo jaz ne morem in sem ohromljen. In rečem, ko rečejo, daj se ti potrud, zdaj ta tvoja psihoanaliza športa lahko postane boom v svetu, ker se zdaj govori o psihoanalizi športa. Jaz sem to pred 30 leti predelal, ne da se mi več športom ukvarjati. Lahko se pa zgodi, da bom jaz pa uspel na svetovni ravni, kot je rekla ta vedeževalka Viktorija pred 22 leti. Jaz rečem, če bo usoda hotela, jaz se tudi potrudil ne bom, da bi jaz tam nekje uspel v tujini. Potrudil se ne bom zato, ker sem imel to ljubečo mamo, skrajno ljubečo, jaz ne rabim zdaj tako kot Žižek uspet v tujini. Mama imela rada, za fotra sem bil car, ne rabim še uspet v tujini. Ampak imam pa občutek, da bo že usoda hotela. Ampak po drugi strani se mi pa, zdaj ali je torej moj občutek, da usoda nekaj hoče, je nasledek mojega močnega očeta, čez katerega se ni dalo in to je občutek usode ali pa tudi Boga. Ampak po drugi strani se mi pa ene stvari pa tako poklapljajo, kot da bi res imel nekega angela varuha, ki je nekaj višjega in bo poskrbel, da moja, da se dobro z dobrim vrača. Jaz vem, da nisem pokvarjen človek, in da vem nekaj, kar rekel, svetovna javnost ne ve, da imam neko dodano vrednost in se mi zdi, da če pravica obstaja, da se bo meni nekaj poklopilo. Se pravi, usoda bo hotela. Se pravi, če Bog obstaja, bo že pač poskrbel, da tisti moj trud, ki sem ga dal v to vednost, v to kritično mišljenje, v to kvantno psihoanalizo, da bo obrestovalo se z kaj pa vem s čem.
ali pa mogoče mi pa uspel, ko bom umrl, ne? Se pravi, sam še umreti moram. Skratka, jaz upam, da sem tole povedal. Ja, hvala, Roman. Prišla sva tudi do konca današnjega podcasta. Če vam je bil današnji video všeč, ga polajkajte in se naročite na ta kanal. Če pa imate kakšno vprašanje, ki se vam je porodilo med gledanjem, pa ga kar napišite spodaj. In seveda tudi, če imate kakšno svojo paranormalno izkušnjo, me lahko delite v komentarju. Ne pozabite pa na akcijo, ki traja do konca maja. Če donirate minimalno 15 € na PayPal ali platformo Ko-fi, dobite v zahvalo po pošti Romanovo knjigo Prvi spol s posvetilom in pa podpisom. Vsa navodila za donacijo imate spodaj v opisu tega videa. Tako da bi še kaj dodal za konec, mogoče še enkrat poziv poslušalcem, če bi se želeli pridružiti oziroma zaupati svoje izkušnje. Tako bom rekel, če ima kdo idejo, da ima unikatno življenje, unikatno otroštvo in zafrknjeno odraslost na račun otroštva. Jaz bi to paradigmo njegovega otroštva, ponesrečenega vračanja otroštva v odraslost, predstavil skozi teorijo, da bi bilo to poučno. Če kdo ima to unikatno življenjsko zgodbo, naj jo poskuša z menoj deliti, se nekje dobimo, torej brezplačno se še terapiram, kakšne 2 ure pogovarjanja, s tem, da mogoče podpišemo kako pogodbo, da se sme zakodirano to predstaviti v podcastu. Ampak ta zgodba mora biti pa precej unikatna, zanimiva, poučna. Če to imate, dajte se mi javiti. Sicer pa... Hvala za vašo pozornost in hvala seveda tudi za vaše donacije, ki naju spodbujajo, da nadaljujejo s podcasti. Tako da lepo se imejte do naslednjega tedna. Čau.